Pozdravljeni, to ni 107. oddaja podcasta BIM Pogovori. Z vami so pa vseeno Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. No, napoved, kot ste slišali, je v bistvu malo drugačna kot sicer. Zakaj je tako, bova v bistvu z Robijem pojasnila v tejle, recimo temu, ne oddaji podcasta. To pa zato, ker je bila oddaja, ki naj bi bila objavljena 18. februarja 2020, za vse tiste, ki bojo to nazaj poslušali, posneta. Z gostom smo to posneli, mislim, da je šlo zelo v redu. No, na koncu se je v bistvu gost tako 5 minut pred 12. Premislil in pač prosil, če te oddaje ne bi objavili. Mislim, da vedno sva in vedno bova gosta upoštevala v njihovih željah in jim probala vse omogočati in jih spraševati na način, ki jim najbolj ustreza in tudi objaviti oddaje v obliki, s katero so zadovoljni. V tem primeru se je gost pač odločil, da oddaje ne bi objavili, tako da to ni ta oddaja, ki smo jo posneli. Robi, kako je zdaj s tem? Kako je s tem? Mislim, ne bi rekel, da bo tik pred 12, bilo je pa 6:01 zjutraj. Tako je, no, mislim, zdaj, zakaj sploh tale ne oddaja o oddaji, ki bi morala biti objavljena? Zato, da boste vedeli, zakaj danes ni planiranega pogovora. Meni je iskreno žal to, najprej je tisti čas, ki smo ga vsi vložili v oddajo, drugo je potem še tvoj čas, Matevž, ki si to urejal. Moram pa priznati, da se mi zdi malo, bom rekel, nepošteno, da se to zadnji dan zgodilo. Ampak ok, se že malo izkušnje s tem, ne? Ja, v bistvu glih prej sva študirala, da v bistvu praktično na obletnico se je to spet zgodilo. Že 55 oddaje, če greste nazaj po arhivu pogledati, ni objavljena. Podobna zgodba. Podobna, ampak zgodila se je, takrat je bilo že, kakorkoli že, skratka 55 oddaje ni. Takrat je bila že objavljena, pa se vam morala umakniti. Tako. Ja, res je. Mislim, to se je zgodilo. Tako moram povedati, ne bi nam je bilo treba umakniti, ampak iz spoštovanja do gosta, ki ni bil takrat pa res nič kriv, zato da ne bi imel še več težav, so jo potem umaknila. Tako da 55 oddaj ni, če jo kdo poslušal, če jo kdo vse en slišal, potem ste med redkimi, ker mislim, da je bila gor samo 1 uro. Ja, bolj ali res, pa še to, da tudi če ste poslušali, se najbrž lahko strinjate, da ni nič tazga gost povedal, kar ne bi smel ali pa kar bi bilo kakorkoli problematičnega in podobno. No, v tem primeru današnje oddaje je bilo, se mi zdi, podobno, ampak kakorkoli že, mislim, da zdaj ni namen tega najnega današnjega pogovora razglabljati o tem, kdo se je zmotil, pa kdo bi moral kaj pustiti, objaviti, pa ne vem kaj že vse. Ampak prvič to, da pač pojasnimo, zakaj te oddaje ni. Drugič pa tudi, da se vprašava, kakšno je stanje sploh, da se recimo takšen pogovor, ki recimo, da nekateri to poslušate, upam, da najdete kakšno dodano vrednost v tem času, ko to poslušate in da morda odkrijemo kakšno vprašanje, morda včasih ponudimo tudi kakšno možno rešitev, ampak sicer se mi zdi, da so pogovori dosti sproščeni, dosti splošni, bi temu rekel, tako da ne obračamo številk, ne obračamo nekih konkretnih podatkov, ampak bolj manj se nekako pogovarjamo o stvarih, s katerimi se srečujejo gosti dnevno, midva bolj poredko, ampak vseeno. Zato pa recimo sva tukaj, zato da recimo malo moderirava te stvari. Je pa v obeh primerih, poleg tega, kaj je gost rekel, bil problem bolj to, kaj ni rekel, kar se mi zdi pa še posebej čudno. Razumel bi, da kakšna izjava, pa kaj rečen, mogoče malo iz konteksta, pa kaj takega, pa je mogoče zaradi tega sporno, ampak da pa sporno to, kaj ne poveš. Ne vem, jaz moram priznati, da me je kar malo strah takega okolja, kjer je treba paziti čisto na vsako besedo, sploh glede na to, da bi si ljudje oziroma v tem krogu vsaj malo pomagali, pa izkušnje izmenjali, ne pa da, ne vem,
samo vsak gleda čez hrbet, pa kaj se mu bo zgodilo, pa tako naprej. No. Ne vem, se pravi, škoda. Bi pa mogoče nekaj poudaril. Se mi zdi, da lahko v imenu obeh zdaj rečem, da sva zelo hvaležna gostom, ki so do zdaj bili v oddajah. In ne bom rekel, da niso komplicirali, ker to ni ta prava beseda, ampak so v bistvu povedali tiste stvari, ki so jih znali. Včasih je bilo treba kaj popraviti v samem posnetku, v smislu, da se kaj odreže, zato ker pač na koncu bi se dal določene stvari izven nekega konteksta razumeti, ampak sicer pa mislim, da so stvari dosti dobro potekale. Včasih je bilo tega urejanja več, včasih manj, včasih nič. Nikoli nismo šli še enkrat presnet, razen takrat, ko sem pozabil snemati. No, ampak drugače so bile te stvari izmeri precej take, dosti utečene. Tudi recimo temu, da ta čas, ki ga potem porabim za urejanje, ni neki, zaradi katerega bi se, ne vem, sekiral preveč. Ne? Je nekaj časa vloženega tudi po tem, ko nehamo snemati, ampak vseeno, mislim, da so stvari običajno tekle zelo v redu, tako da so zelo hvaležna gostom te, ki so bili in upam tudi bodočim teh oddajah, da bodo pač pripravljeni povedati stvari, o katerih se bomo pač tudi v tistem momentu pogovarjali. Ja, mogoče pa te to kaže, da smo postala kar naenkrat en vpliven medij, pa se ga kdo boji. Je nič, kaj bova rekla. Ne bo to ravno za 45 minut, da bi jaz poslušal na poti domov ali po službo, ne? Ne, še posebej, ko bom jaz kaj izrezal ven, ne? Bom pa takrat, ko bom dobre volje, se bom v slabo spravil. Ne, sej v bistvu bolj manj ni neke, mislim, slabe volje vedno, ko se ti nekaj takšnega zgodi, bi pa tako rekel, ne, da morda smo še zmeri malo pod efektom tega, ampak tako to je. Ne. Včasih je treba tudi recimo na prvo žogo kaj odgovoriti, ne, da bi zdaj politično korektno zavila najno razmišljanje o teh stvareh. Tako da lahko to vzamete iz konteksta ali pa v kontekstu, kakorkoli želite. Ja, v glavnem, zdaj poskrbela sva, da bo 107 številka noter, da ne bo manjkala tako kot 55. Ja, razen če ne dobijo potem kakšnega obvestila, v bistvu, če lahko to odstranva. To je to za najno razmišljanje o tem, zakaj 107 oddaja ni bila objavljena, tista, ki je bila posneta. Tako da to lahko še vedno poslušate tudi na YouTubeu, tako da bo na 2 kanalih se zvedeli. Pa vsa pisma podpore lahko pošljajo na ustaljene kanale. Tako. Želja vsekakor je. Jaz bom sigurno na Facebooku dal objavo, tudi napisal, da to ni tista 107 oddaja, ampak res mi bi zanimalo v bistvu mnenje poslušalcev. Kakšno imajo pa oni mnenje o tem? To je pa dejansko nekaj, o čemer bi se dal majčkeno širše tudi pogovarjati. Zakaj se ne pogovarjamo med sabo? Kaj? Ja, recimo tudi temu. Ja, tako. Vsekakor vabljeni, da se vključite v debato po katerem koli kanalu, pa se mogoče slišimo 108. Ali pa tudi ne, kaj pa več. Lepo se majte, Robi, adijo. Ja.